Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Kadunc ostal brez dodatka. Generalni direktor RTV Slovenija ni uspel z namero, da bi za čas epidemije na račun obveznega RTV prispevka dobil korona dodatek. Pa tako se trudi. Vi pa gledate 131. oddajo 3. sezone Faktor na TV3, Resnica boli, komentarji še bolj in Smrt sovražnemu govoru, Svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali pritisk na Janšo, koliko časa lahko še zdrži vlada Janeza Janše. Janez Janša je leta 2003 dal intervju za revijo Playboy, ta fotografija iz tega intervjuja, in v tem intervjuju je povedal: vse življenje se bojujem proti predsodkom. 17 let kasneje bomo naša stalna komentatorja, dr. Boštjana Marka Turka in Marka Pavlišiča, vprašali, kako mu gre. Toplo pozdravljena. Dobro večer. Boštjan, Marko, se vidva strinjata s to Janševo izjavo, ki sicer že kar nekaj časa stara, da se vse življenje bojuje proti predsodkom? Ja, jaz mislim, da se bojuje proti predsodkom, kot se bojuje za mnoge stvari in proti mnogim stvarem, to je dejstvo. Torej, on je neke vrste, če ga tako objektivno pogledaš, biološki čudež kombiniran z ogromno sreče. Če recimo vztrajamo na tej sintagmi vse življenje, ne, on je takrat imel alternativo leta 1988, da zgine, tako kot ogromno Albancev, in to v zaporih JLA, in da se pač nikoli več ne zve, kaj se mu je zgodilo, ampak je bil potem to prišlo na revolt v nastajajoči državi, vse, kar vemo, in je uspešno zvozil. Tako da to je človek, ki ima poleg vsega tudi ogromno sreče, ima pa neko neverjetno preživetveno moč, ker ga nihče od tistih, ki so ga zares hoteli uničiti, in mnogi so ga zares hoteli uničiti, čisto iskreno, zares, z vsemi sredstvi, konec koncev so ga enkrat zaprli, dvakrat so ga zaprli, konec koncev se mu je zgodil Gregor Virant, konec koncev je mogel požreti enega pelina, ki ga običajen smrtnik ne bi, pa tudi običajnemu smrtniku bi se zastavilo nekje na koncu vprašanje, čemu je to sploh potrebno. Če bi se običajnemu smrtniku to ne zastavilo vprašanje, bi se zastavilo vprašanje ženi običajnega smrtnika, a ne, ker ima le 4 otroke. Tako da, ja, mislim, on je pač zdržljiv, neverjetno, in torej 30 let, trije so v nekdanji Jugoslaviji, ki so še na sceni, se pravi v tistem skupnem prostoru, ki je bil. En je Borut Pahor, ne vem, kako bo z njim po 2022. Če bi moral staviti na Janšo, kaj bo z Janšo po 2022, bi rekel, da bo spet nekaj. Pa paradoksalno Vojislav Šešelj. On je po Srbiji ustal, ker sem zdaj to za Reporter napisal, za ponedeljek eno globinsko analizo Srbije. Konec koncev se Janša tudi oddalil od Srbije. To je ena največja, Srbija leta 90 je imela GDP slovenski v letu 90 se je povečal za 3 številčno mesto. Se pravi 200, 300. Srbija je pa zdrsnil za -11%. Aha, glede na 90, ja. Marko, kako uspešen je Janša v tej borbi proti predsodkom? Se ti zdi, da ti predsodki proti Janši se z leti povečujejo, se zmanjšujejo, ali kako je s tem? Zdaj, Janša se jaz prvič spomnim, ko je bil v spopadu z Jugoslovansko narodno armijo, ne, in od takrat dalje je stalno v nekih bitkah. Ne. Mislim pa, da še več bitk mu nekako probajo pripisati, kot jih dejansko vodi. Ne. Tako da tukaj ima dela tudi ogromno z nekimi virtualnimi bitkami, ki mu jih probajo potakniti. Zdaj, kako uspešen je v borbi s temi predsodki? Janez Janša je v bistvu edina programska točka slovenske levice. Ne? In kot takšen je pač vse samo nekako podtaknili to bitko, s katero se mora non-stop spopadati, in če pogledamo v zadnje čase, ne vem, očitno nekako zmaguje, se je tretjič postal predsednik vlade, ne, ampak vsekakor nima neke enostavne poti in še zdaleč, da je to zaključil. Ne. Verjetno ga čaka, je pred njim še kar precej enih bitk za to, da bi pač dosegel svoj cilj. A koliko časa misliš, Marko, da bo Janša še vztrajal? Ne? Zdaj, kdo se bo prej naveličil? Tisti, ki imajo predsodke proti Janši, ali Janša teh predsodkov?
Težko oceniti, koliko časa bo vztrajal, to ve v bistvu samo on. Marsikdo na njegovem mestu bi že po prvi vladi, ko je padla, vrgel puško v koruzo, recimo gospod Marjan Šarec je vrgel puško v koruzo, ko mu je vse šlo kot namazano. Janša je pa vztrajal in Janša je nadaljeval s tem, kdaj se bo naveličal tega ali pa bo rekel, če se bojo njegovi volilci naveličali njega, bomo videli, pa bo rekel, kot če bi bil v njegovi opoziciji, ne bi stavil na to karto. Mislim, da bo gospod Janez Janša probal dobiti vsaj še naslednji mandat in ga tudi odpeljati do konca. Kaj misliš, Boštjan, je ta hip glavna ovira ali pa prepreka, ki jo mora Janša premagati, da bi speljal ta mandat do konca in še po naslednjih volitvah spet sestavil vlado? Torej, dejstvo je to, da vsakič, ko je bil Janez Janša v poziciji ali opoziciji, so bile stvari neodvisne oziroma so se pojavljale stvari, na katere seveda ni mogel vplivati. Tako da je bil dvakrat recimo, se pravi, na zgodbo z Virantom ni mogel vplivati, na to, da ga je zaprel, ni mogel vplivati. Tudi na to, kar se mu bo zdaj dogajalo, ne more vplivati, je pa to, torej za razliko od seveda Marjana Šarca, je pa uspel vzpostaviti nek princip, ki je pa nujen za preživetje te vlade in odlično deluje. Torej, Marjan Šarec je odmetaval ministre, tako kot je Miro Cerar torej pridobival nove ženske. Tam nekje je to poštevilčno razmerje, recimo. Medtem ko Janez Janša je pa, bi rekel, nek čredni instinkt zavaroval celotno ekipo in je uveljavil stališče celotna ekipa ali nihče. Ni govora posamezniki. Šarc je pa pač žrtvoval, to je po mojem Črnčec delu, ker v tem je bil izredno verziran, ampak Šarc ni pogruntal, da se bo to končalo tako, da bo ostal brez vse ekipe, ni pa to pogruntal zato, ker ni dovolj pameten, in ker nima dovolj politične intuicije, kar jo Janša seveda ima tako inteligenco kot politično intuicijo neverjetno razvito in ima tudi razvito, bi rekel, agresivnost do vprašanja, ki je pa v njegovi karieri ključno, ga pa nihče ni še do zdaj, bi rekel, kaj širše razvijal. To vprašanje pa je seveda, on je ves čas na vrhu, pa kaj mislite, da ljudje, da monarhi, ki so na vrhu, da niso predmet, bi rekel, zavisti oziroma načrta, da se ga odstrani in zamenja. Virant je hotel stopiti na njegovo mesto. Torej, Peter Jambrek si je v svojem življenju želel, kot to vem, samo to, da bi iz svojega mefistofelovskega položaja prišel na položaj liderja in pa to mu ni dano. Poleg tega je v Janševem, bi rekel, krogu, bi rekel, ali pa v nekdanjih krogih bilo en kup ljudi, ki so hoteli stopiti na njegovo mesto, pa to v 30 letih ni nikomur uspelo. To ni uspelo. Ne Peterletu, če govorim pa o krogih zunaj stranke, to ni uspelo. Ne Marjanu Podobniku, čeprav so imeli vsi, to pa govori nekje o inherentni, bi rekel, kvaliteti politika, vsi boljše predispozicije. Peterle je imel leta 94, 93 boljše predispozicije kot Janša, veliko boljše, da ne govorimo o Podobnikih, ampak to so pa v bistvu sami zavozili in tako da Janša se je poleg te zunanje fronte moral ves čas soočati tudi s fronto, ki jo dobro poznamo iz Shakespearea, se pravi, kralj je vedno predmet pač regicidnih želja. In to je pač obrano. A pa po vašem mnenju zdaj aktualni koalicijski partnerji Janše, se pravi Počivalšek, Pivčeva, Tonin, a oni razumejo, da jih Janša ščiti, da so zaradi njega del vlade, se obnašajo tako, da mu pri tem hoče pomagati, ali da ne rečem, da mu pri tem bolj odmagajo? Kakšno je vaše mnenje? Jaz mislim, da trenutno koalicija kar dobro deluje, ne nazadnje so doživeli že kar precej napadov, pa tukaj ne mislim samo tega petkovega kolesarjenja, tudi v mediji so se nekako sistematično spravili najprej na, bo rekel, SMC, na to so se spravili še na Desus, non-stop pač napade, ampak koalicija zgleda, da deluje. Izgubili so dva igralca, sta prestopila v drugo ekipo, če se tako izrazim. Ampak nekako grejo naprej. Čemu pa lahko to pripišemo? Predvsem temu, da saj kakšne druge možnosti recimo SMC niti nima.
Če bi recimo SMC to vlado zdaj zapustila in jo zrušila, ne, potem se lahko mirno na volitvah poslovijo. Ne. Če pa vztrajajo nekako do konca, pa morda skozi to leto pa pol, dve, kolikor je do naslednjih volitev, morda uspejo pridobiti simpatije dovolj velikega števila ljudi na sredini, da bi lahko recimo ponovno prišli v parlament. Ne. Boštjan, recimo, če pogledamo zdaj konkretno, Marko je omenil te poslanske prestope. Ne? Kako ti komentiraš, da recimo Janez Janša bil pripravljen odpustiti v narekovajih Miro Cerarju, mu je ponudil mesto predsednika državnega zbora, kar je ta tudi sprejel, ne? Ampak zaradi nasprotovanja Zdravka Počivalška se to ni zgodilo, Jani Möderndorfer je ostal poslanec in zdaj je ta en poslanec šel celo k opoziciji. Ne? Mislim, to je zame nekaj popolnoma nesprejemljivega, mislim. Jani Möderndorfer je pač v teh svojih premetih komična oseba, to je tako kot pijanček, ki se premetava. Ok, ampak on se premetava že skozi. Iz ene gostilne v drugo. Izrabi vse možnosti, da ostane poslanec. Zanima me ta odnos. Ja. Veste, jaz si podpore Janija Möderndorferja, če bi bil pač ta koalicija, pa ne bi kaj prehodo želel. Ja, se tudi jaz si ne želim. Sam zanima me ta odnos med Počivalškom pa Janšo, to pač sprašujem. Ja, ta odnos je pač tako, ker to je pomembno za koalicijo, ne Jani Möderndorfer. Počivalšek ve, da mu je pač Janša s tem, ko je pač sestavljal vlado, ponudil tako Desus, vse to je pač elementarna aritmetika, da preživijo do naslednjih volitev. Ampak sej so to vedeli vnaprej, ne? Sej v bistvu so vnaprej vedeli, da podpore Janija Möderndorferja nimajo, ne? Ja, se zato sprašujem, a ne bi bilo boljše, če bi bil Miro Cerar predsednik državnega zbora, pa recimo Igor Zorčič vodja poslanske skupine SMC. Tako, jaz v Mirotu Cerarju imam najslabše možne mnenje. Jaz sem napisal kolumno za Ponedeljkov Reporter prav o njem, ker sem ga pa analiziral. Nihče ni tako globoko izrazil prezira do parlamentarne demokracije kot on, s tem, da je odšel z mesta poslanca. Paste, ne, torej jaz sem prepričan tudi, da bi Miro Cerar na vsak način sabotiral, kolikor bi moral delo te vlade. Tako da to je neka, ne vem, kaj je Počivalškova poteza, je bila tukaj racionalna, očitno, če Janša želel Mira Cerarja, jaz tega ne razumem. To bi bila težka politična napaka. Zdaj, seveda, Počivalšek se lahko umakne, to si pisal ti oziroma je pisal Bojan, se lahko pač umakne mirno v opozicijo. Ja. Oprosti, Boštjan, boš povedal, kaj lahko zdaj stori Zdravko Počivalšek po oglasih. Si bomo vzeli krajši premor, gledalke, gledalci, ampak ne nam uiti, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, koliko časa še lahko zdrži vlada Janeza Janše. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno Boštjan Marko Turk in Marko Pavlišič. Pogovarjamo pa se o tem, koliko časa še lahko zdrži Janševa vlada. Boštjan, predno smo šli na oglase, smo se ustavili tam pri opcijah, ki jih ima na voljo Zdravko Počivalšek. Ne? Govori se o tem, da želi Počivalšek iti nazaj v poslanske klopi, ker bi s tem zafrknil oba Židana. Ne? Tako Gregorja Židana, ki je pač prestopil iz SMC-ja v SD in seveda Dejana Židana, predsednika SD-ja. Kakšno je tvoje mnenje o tem? Bi moral Počivalšek vztrajati kot minister ali bi moral iti v parlament? Boštjan. Jaz bi rekel, te prestope, te kraje poslancev, ker sem bil pač zraven, ko so ukradli Pucka, torej preziram, tako noben politik resen ne ravna. To vedno nekaj smrdi, vedno so pač odprta potem taka in taka polja interpretacij in ta Židan drugi, Židan številka 2 jih pač ni ustrezno zaprl, Židan številka 1 ni ustrezno pokril tega zaprtja, zato ker se zame, jaz se samo sprašujem, kako je lahko nekdo, kot je Židan, predsednik SD, ampak odgovor je ta, da SD je tako globoko padla v korupcijo, recimo čisto en primer. Reporter je nekoč naredil reportažo o saleškem lobiju, da se jaz spomnim, kad je zdajle hiše Katičeve, ministrice. Torej prosim, kje je davčna uprava vila v polnem pomenu besede? Kje je davčna uprava, ki pride do Katičeve, kdaj ste vi to zaslužili, kako ste to plačali, kdo je to zgradil? Ker če bi se to odprlo, da ne bi potem prišli do tistega kot Rotnika, da je 3 milijone zaslužil solato, ki jo je mama prodajala. Tako da to je vse skupaj
Ampak seveda Počivalšek ne sme tega narediti iz osebnih interesov, maščevanja ali karkoli, tega ne sme, ker tle je problem za vlado pa resen, kje bo, če Počivalšek odstop, kje bodo dobili novega gospodarskega ministra, kajti to je pa v tem trenutku tako rekoč funkcija, ki je po pomembnosti tako rekoč tam, kjer je predsednik vlade. Torej v politiki moraš kdaj seveda delati z svojo trezno in premišljeno glavo, kajti politika, ne glede na to, kar si misli SD ali pa en Matjaž Nemec, ni prostor za popravne izpite. Aljoš, če dovoliš, jaz pa nikoli nisem v bistvu verjel, da bi bila to realna opcija, da bi Počivalšek odstopil kot minister in se vrnil v poslanske vode. On enostavno ni človek, ki bi sedel v parlamentu, on je v bistvu človek, ali je minister, ali je pa pač direktor nekega turističnega kompleksa, bom rekel tako, kar se zna zgoditi, ne. Tako da jaz bi tukaj, če bi on odstopil, bi pričakoval prej, da se bi spogajal za to, da se recimo preseli na nek slovenski državni holding ali kaj podobnega. Res si ga pa ne predstavljam kot poslanca. Ampak potem bi Gregor Židan bi pol ostal poslanec, ne? Lej, to je glas enega poslanca in po mojem mnenju se to močno precenjuje, ne. Vlada lahko čisto udobno vlada do konca tega mandata, tudi če nima večine, ne. Spomnimo se eno leto nazaj, kako so govorili, pač mediji so bili polni novic, koliko manjšinskih vlad imamo v Evropi, ne. Vse nekako z namenom, da se upraviči to, da ima recimo Šarec manjšinsko vlado, ne. Kot smo potem videli v delovanju Levice, ne, saj ne rabijo podpreti vladnih predlogov, dovolj, da se vzdržijo in že vlada bo ima dovolj glasov, da sprejme to, kar želi, ne. Zdaj morda v primeru te trenutne koalicije lahko to vlogo odigra Jelinčič, ne, in ima vlada dovolj glasov. Ne nazadnje, do konca mandata ne rabi nikoli več 46 glasov, ne. Ja, to drži, Marko, ampak zakaj je potem po tvoje Zdravko Počivalšek sam začel govoriti o tem, da bo šel nazaj v parlament? Morda se je razumelo tako, kot se želi razumeti. Mislim, da je on s tem predvsem hotel malo nagajati, ne, da jim pove, da lahko se še kaj zgodi, ne, brez nekih resnih namenov. Ok, zdaj ostala dva koalicijska partnerja, ne, Boštjan, se pravi Desus, Aleksandra Pivec, pa NSI Mateja Tonina, kako trdna sta ona dva, recimo? Misliš, da pač podpirajo z vsem srcem, z dušo in telesom, da tako rečem, to vlado pa Janeza Janšo na njenem čelu, ali bi ob kakšni drugi konstelaciji sil, če bi do nje prišlo, pač spet zamenjali politične barve, kar je saj Desus naredil že v tem mandatu dvakrat, ne, v svoji zgodovini pa praktično vsakič, ko se je katerakoli vlada oblikovala. Ja, torej to je naredil, ne. Nova Slovenija tega ni naredila, ne. Nova Slovenija, to je karkoli si jaz mislim o Novi Sloveniji, karkoli pišem o Novi Sloveniji, torej tega Nova Slovenija ni naredila. To je leta 2013 Nova Slovenija ni glasovala za konstruktivno nezaupnico zoper Janeza Janšo. Vsi, ki so pa to naredili, so pa torej politično ne pogoreli, umrli. Jih ni bilo več, SLS-a ni bilo več, Viranta ni bilo več in tako naprej. Za Desus, seveda, Desus je to Karl Erjavec takrat izvedel, zabil nož v hrbet in preživel. Ampak takrat je bila na Levici alternativa. Kakršnakoli že, to je le konec koncev 7 let nazaj, Kučan je bil mlajši, je bil agilnejši, Kučan zdaj meni deluje kot človek, ki postaja pa že dobesedno opravilno nesposoben karkoli poduzeti. Takrat temu ni bilo tako, bil je na sceni Gregor Golobič, ki mi tudi deluje vsak trenutek, če ga gledam zdaj, da rine Viko Potočnik v politiko, ne vem, a je ta kompos mentis, ker bi rekel naš kolega Bernard Brščič, da bo Vika Potočnik zmagala na predsedniških volitvah leta 2022. Yeah. To je, ne vem, kaj, a je to zdaj 1. april ali ne. Ne vem, skratka, to so ljudje, ki recimo pri Golobiču vidim, da nima več nobene realne predstave o samem sebi, enostavno misli. To je pa najhujš, kar se recimo enemu lobistu ali pa politiku lahko zgodi. Tako da tu ni več kohezivne sile, ki bi vzpostavila, bi rekel, neko alternativo, na katero bi se lahko vezali Desus. NSI se ne bi vezal, ker bi vedel, da je to pač konec. A Desus bi se vezal eventualno, ne,
Ampak tega ni, ne? To so neke ideje Alenke Bratušek, o kateri vsi vemo vse, ne bi zdaj še enkrat, da bi ona imela neko vlado tako, še z Angeliko Mlinar, o kateri tudi vsi vemo vse, pa ne bi še enkrat. In tako, skratka, Desus kam ne pa gre, s kom ne gre, ne bo Damir Črnčec novi kandidat za mandatarja ali kako. Mislim, vsega ni. Dajte mi povedati enega kandidata za mandatarja, ki je sposoben, bi rekel, dobiti 46 glasov vsaj in speljati to zgodbo. Jaz ga ne vidim. Ja, Marko, zdaj Boštjan je že omenil opozicijo na nek način. Kako pa je zdaj z opozicijo? Je opozicija po tvoje realna grožnja Janezu Janši in kako to komentiraš, da je formalni lider opozicije še zmeraj Marjan Šarec, se pravi človek, ki je kapituliral, kot vemo, sred polja, najin kolega je to prvič rekel, sred polja snel puško, je vrgel koruzo in zdaj on vodi odpor. Kako to komentiraš? Najprej moramo razumeti, da koalicijo lahko vrže samo koalicija. Opozicija je ne more. Opozicija zato, ker nima dovolj glasov, da bi zamenjala koalicijo in v bistvu lahko samo, bo rekel, laja, karavana gre pa dalje. Zdaj, Marjan Šarec, ali je zdaj on vodja opozicije, ali je to Luka Mesec, ali je to Matjaž Han ali Židan, vse ne vem, vse verjetno se ne, ali pa celo Alenka Bratušek, vse verjetno se tega ne more zmeniti. Tako da v bistvu bo bolj vsak po svoje proba tukaj nekaj doseči, imajo isti cilj. Cilj je, da vlada Janeza Janše pade. Pot, kako pride do tega, je jasna. Pripeljati morajo nekega kandidata in ga jim dobiti dovolj podpore za tega kandidata v državnem zboru in drugače to ne gre. Saj to je lepo povedal tudi predsednik Pahor. Ne ob tej priliki pohvalim, res ste imeli odličen intervju z njim, prejšnji teden, res odlična oddaja. In Pahor je to lepo povedal. In naj opozicija pripelje svojega kandidata, ga podpre in vrže Janeza Janše. Druge opcije tukaj ni. Sam osebno ne verjamem, da se bo to zgodilo in tudi si ne želim, da bi se to zgodilo. Je pa to edina demokratična pot. Zdaj, Boštjan, ti si že rekel, da ne vidiš tega človeka, ni na vidiku, jaz se ga tudi ta hip ne spomnim. Vse ga mediji non-stop ponujajo. Kdo? Koga? Aleksandra Čeferina. Aleksandra Čeferina, jaz sem razumel, zagotovo ne bi šel za mesta, ki ga ima, zato v tole mesoreznico, ker to ni slamoreznica, to je mesoreznica, torej lahko on to naredi, ampak jaz na njegovo mesto zagotovo tega ne bi naredil. Ampak kako ti misliš, Marko, da bi Čeferin odstopil kot predsednik UEFA in prišel sem in rekel, jaz sem kandidat za mandatarja? Jaz sem pravim, da mediji ponujajo non-stop enega kandidata. Jaz ne vidim nobene realne opcije, da bi to uspelo. So tudi Marte Kos-Marko ponujali, pa ne vem koga, Nataša Pirc-Musar. In bojo tudi naslednjega še našli, brez skrbi. Ampak verjetno zdaj vmes, meni se je zdelo, da ga bolj ponujajo za pol tiste volitve redne, če bojo 2022, ali kako? Mislim, da sem jaz Aleksandar Čeferin, tega ne bi delal, zato ker nimam kaj dobiti, lahko pa veliko zgubim. Kako pa vidva recimo komentirate te njegove intervjuje? Zdaj pač najprej imel enega za ekipo, pa pol je bilo malo tišine, zdaj imel spet enega za časopis Dnevnik, v glavnem sporoča, da mu je dovolj, kako je razočaran in tako naprej, da ne more sodelovati s temi, ki so zdaj na oblasti, da niti noče, ker širijo sovraštvo itd. Kako vidva gledate na te njegove izjave? Jaz vidim tukaj dve opcije. Ena opcija je ta, ki si jo že ti omenil, da v bistvu gradi pozicijo za mesto predsednika države. Leta 2022 se Pahorju izteče mandat, če pravim. Druga opcija pa je, da mediji nekako probajo povedati, lejte, ni Janša edini v tej državi, ki lahko vodi državo, imamo tudi druge pametne ljudi, evo vam lep primer, ki je tudi na mednarodni ugledni funkciji in tako dalje, se pravi, ne polagajte vseh upov v Janeza Janše, to verjetno želijo sporočiti. Zdaj, kaj od tega res, ne vem. Jaz se z Markotom v drugi predpostavki seveda strinjam, potem da dodajam, da to niso mediji, ker mi medijev z nekimi izjemami, ena je Faktor, potem je Reporter, ampak to, kar pa prodaja Aleksandra Čeferina, to pa niso mediji. Se pravi, torej, kot jaz zgodbo vidim, da silijo v Aleksandra Čeferina, ki ima sicer ogromno odgovornosti, dela in problemov, da ne daje izjave, intervjuje, kajti jaz vam povem, da če bi mene recimo glede na tiraže Ljubljanskega dnevnika klicali, pa če bi dal intervju, bi rekel, lejte, veste, da rajš, da dam na tweet, ker bo več ljudi prebral, ker pa to. Skratka, jaz tle interesa
Aleksandra Čeferina, da daje intervjuje za Ekipo, pa za Nedeljski dnevnik ali Ljubljanski dnevnik, ali kaj že počne, ne vidim, to je pač izsiljeno. Ampak zakaj po tvoje potem to počne, če nima interesa? Pa pač, lejte, če te nekdo pokliče za intervju, pač boš dal intervju, najbrž tudi nekaj še mogoče kaj sproti kalkulira, ampak to zagotovo niso primarne kalkulacije. Pa za Ekipo je še razumljivo, ne? A veš, za Ekipo je pa to je Marko točno, za Ekipo je pa še razumljivo, ne, da daje pa sej to je to, ne, tako da jaz pa mislim, da ima on toliko enih izzivov, problemov, odgovornosti, konec koncev, da se to obrobje njegove zavesti ukvarja s tem intervjuji in kaj bo in konec koncev, v politiki je neki dejstvo, nikoli ne veš, ne v življenju, ne v politiki, kaj bo jutri. In vse te mokre sanje, ne, teh tako imenovanih slovenskih medijev, ki so res prestitucija, začenši z nacionalno televizijo, je to dostojnega človeka nevredno. Sej to mi govorimo, pišemo, sej tukaj ne bomo zdaj tople vode izumili. Sej, če se tu navežem zraven, sej na začetku tega leta, je vse lepo kazalo tudi Marjanu Šarcu. Proračun so sprejeli, Desus vodstvo so zamenjali, vse je lepo kazalo, potem pa kar nenadoma se je vse obrnilo na glavo. Tako da ne glede na to, da jaz napovedujem, da bo vlada Janeza Janše doživela, pač bila do konca tega mandata, v resnici se lahko zadeve v roku tedna, dveh obrnejo na glavo. Ja, zdaj napoveduje se tudi nove pač te poslanske tarče, napoveduje se tudi kontraprestopi, tu bomo videli, kaj se bo zgodilo. Res je, imamo že to izkušnjo tudi z manjšinsko vlado iz prejšnjega mandata, verjetno manjšinskima poslancema pa SNS Zmaga Jelinčiča se ne mudi na volitve, ampak počakamo glede tega. Me pa vseeno zanima, predsednik Pahor je v intervjuju za našo oddajo rekel sicer, da se ne vidi v strankarski politiki več po zaključku svojega mandata, ampak vemo, v politiki se zrečenega kruha največ poje. A je možen po vajinem mnenju scenarij, kjer bi se na teh volitvah 2022 recimo pomerili Janša, Pahor pa Čeferin? To bi bil skoraj, ko bi rekel, sanjski troboj, tega praktično še nismo imeli. Jaz moram intervenirati. Mislim, da Pahor ne more kandidirati 22. Zakaj ne? Za predsednika ne. Za predsednika. Ne za predsednika, isto leto imamo volitve. Ja. Ne, jaz povem, recimo, jaz odkrito povem, to sem javno povedal, jaz sem obakrat Pahorja volil, zato ker Pahor je naredil nekaj, kar ni noben naredil od 30 letih, postal je predsednik vseh Slovencev. On je postal s tem tudi hkrati zgled za svojo nekdanjo stranko, ampak ta stranka se na ta zgled očitno požvižga, oziroma se požvižga. Pahor je izredno dragocen, njegova drža v republiki je izredno dragocena, kajti on brez kakršnega koli sprenevedanja je dokazal, da je predsednik vseh Slovencev. Torej, nikogar ni delil, in to je tazga človeka umakniti iz države oziroma iz, če hočete, nekega zgodovinskega konteksta, v katerem ima komunistična partija v svojih derivatih, satelitih ali kako se to že imenuje, absolutno oblast v medijih, absolutno oblast v gospodarstvu, tako rekoč 70 let podlage, toliko mandatov, je ravnovesje, predvsem, ki ga je Pahor zagotovil, ker je zagotovil toliko bolj, bi rekel, nujno in je to kot treba čuvati kot punčico v očesu. Gorje, da prije za predsednika nekdo, kot je bil Milan Kučan, ali pa kot je bil celo Danilo Türk. On je bil najslabši. Ampak jaz sem, v bistvu mene zanimalo, če vidite vidva, da je realno možnost, da bi se te trije, se pravi Janša, Pahor in Čeferin, pomerili na parlamentarnih volitvah. Pahor je vodil vlado, ki je začela vlade s predčasnim koncem. Po polnem Janšinem mandatu je potem on prevzel vlado in tista vlada je prva končala predčasno in od takrat dalje imamo vse vlade zaključijo predčasno. Bila je to, v bistvu, če ne bi bilo po njej Šarčeve pa Cerarjeve vlade, bi lahko rekli, da je bila najslabša vlada, kar jih je bilo. Zdaj te zadnje vlade so pa nekako dvignile oceno tudi Pahorjevi vladi. Ampak ne glede na to bi pa rekel, da se je Pahor v času, ko je imel svojo vlado, zelo, zelo veliko naučil. In zdaj, če se je res veliko naučil, potem tega troboja velikega ne bomo videli, ker pač mu je jasno, kakšne so razmere v državi, s čim se bo spopadal in ne vem, zakaj bi se podajal v to po recimo relativno uglednih 2 mandatih na čelo predsednika republike. Je pa res, da ga lahko vseeno potegne nek klic po reševanju države,
da vidi, da na eni strani ne gre, na drugi ne gre in da se bi čutil poklicanega in bi pač probal potegniti z pač svojo karizmo naprej. V tem primeru bi nas pa čakale zelo, zelo zanimive volitve. In po pravici povedano se bi jih kar veselil. Okay. Ampak zdaj recimo, začeli smo s tem vprašanjem. Janša 30 let je že v politiki, skozi na voljenih funkcijah, sam pravi, celo življenje se borim s predsodki. Če ti, Marko, praviš, da Pahorja pač ne bi to več motiviralo, kaj potem Boštjan Janša še motivira, da vztraja? Je obstoj, ne? To je čist, bi rekel, primarni človekov instinkt. Vztrajam, trajam, grem, torej, on je posebna, bi rekel, psihološka specifika, takih je malo. Zdaj, kje je to, kako se je on oblikoval, jaz ga sicer poznam do določene mere, pa ga spet poznam v različnih časovnih režnjih, ker sem z njim recimo 10 let nazaj sodeloval pri arbitražnem sporazumu, takrat je dobil ceno odlično, pol, ki je prišel z zapora, so se nekoliko, bi rekel, razšla, ampak jaz, moje mnenje o njem je pač nedeljeno in ga tudi izražam. Je neka posebna psihološka specifika zdržljivosti. In on se teh vprašanj sploh ne postavlja, pač treba se je prebiti. To je tisti primarni instinkt človeka na zemlji, ne, recimo kmetstva slovenskega ali karkoli. Treba se je prebiti, treba se je pretovči. To je tisti boj, ki si ti danes v svoji kolumni v nekem drugem kontekstu postavil, boj na požiralniku. Ali zemlja zmaga, ali zmagam jaz. Tertium non datur. In to Janšo žene. Zdaj, on se niti takih izzivov, on se tega ne postavlja, jaz mislim, če ga recimo poskušam prodreti v njegovo psiho, on si tega ne predstavlja kot nek izziv, bom jaz zdaj še. To je pač es muss sein, kot pri Beethovnu. Mora biti, to bo. Če smem, veliki mislec slovenski gospod Anton Trstenjak je dejal, da druge sodimo po sebi. Tako da mnenje o tem, kaj Janšo žene pri tem, da vztraja, vsakdo nekako črpa iz tega, kar sam misli, zakaj bi on vztrajal. No, zakaj bi ti vztrajal? Jaz bi vztrajal zato, ker si bi želel najboljše za to državo. Narediti nekaj za državo, za ljudi. Verjamem pa, mislim, če pa je na drugi strani nekdo recimo bolj lopov, ima pa pač bolj lopovska nagnanja in si na ta način razlaga, zakaj Janša vztraja. Tako da ta ocena je v veliki meri odvisna od tega, kaj si človek vsak sam misli, zakaj bi on vztrajal. Ampak koliko motivirajoče je po vajenem mnenju za Janšo ta reakcija dobršnega dela slovenske javnosti, ki pa ne vidi v tem, kar on počne, da si želi najboljše za državo? 50% ljudi podpira vlado po zadnjih meritvah. To ni slab rezultat za vlado. Ja, ok, ampak najboljše meritve so volitve. Ampak, ok, zdaj, če ni problem s opozicijo, smo rekli, pa ni problem z koalicijo, pa tudi Čeferin še ni ta hip na vidiku, pridemo na proteste, na kolesarje. A lahko kolesarji po vajenem mnenju odnesejo vlado Janeza Janše? A ste vi, oziroma gledalce sprašujem, oziroma vajo, sta vidva videla te kolesarje? Jaz sem jih videl, slučajno sem jih dvakrat zapeljal noter, ko sem se pač vozil po mestu s kolesom, kar rad počnem, v to skupino. Torej, a ti tudi protestiraš? Ne, jaz sem samo šel svojo pot. Okay. Jaz itak toliko pišem, da vse, kar imam za povedati, povem, da mi treba na proteste hoditi, pa še kdaj sem vesel, da lahko tudi tukaj nekaj povem. Ampak v glavnem tole bom povedal. Jaz sem si to publiko dodobra ogledal, in ta publika je reprezentativna recimo za kakšen koncert Roko Točec, za kakšno zbiranje na Metelkovi, za recimo za kakšen tak alter dogodek ali karkoli. Ampak to ni ista publika, ki jo boste vi srečali recimo na upravni enoti, recimo Ljubljanska je toliko velika, da to sprejme, in to niso isti ljudje, ki jih boste srečali recimo, če greste po teh velikih nakupovalnih središčih in gledate ljudi. Kaj to pove? To pove, da to ni reprezentativen vzorc države, ki bi se tukaj pojavljal. Če bi to bili ljudje isti, kot so v upravnih, primer vzamem, upravna enota ali pa recimo nakupovalna središča v soboto dopoldne, si pejte pogledati, so polna, potem bi bilo to nevarno. Ampak ker so pa to neki mislim,
kaj bi rekel, ja, ljudje iz Roku Točca, no, mislim, ta scena, jaz to ne poznam teh scen, a ne, da bi zdaj recimo lahko več povedal, ne, ali pa iz koncerta Siddharte mogoče, čeprav že ne toliko, zagotovo pa ne iz koncerta recimo narodno-zabavne glasbe. Ne. Tudi ne iz koncerta recimo Damjana Murka. Ne. To je zelo identitetno omejena publika. Se pravi, ni prekrivna splošnim vzorcem. Tvoj odgovor je ne, če te prav razumem. Marko, se ti strinjaš? Ne, odgovor je tukaj ne. Ja. Marko, se ti strinjaš? V Franciji so imeli proteste rumenih jopičev, vsako soboto mislim, da so se tam dobivali, ne? Se pravi, Francozi so izbrali dela bolj prost dan, pri nas je pač petek popoldne, petek zvečer so izbrali in mislim, da so Franciji vztrajali s tem kar krepko leto ali pa še več. In Macron je še vedno predsednik. Ne? Ampak ti res lahko primerjaš Francijo v Slovenijo, ker tam tudi tepejo te ljudi v rumenih jopičih, policaji redno tepejo. Francija je leto pa pol. Pri nas pa vidimo, da ne. Francija je leto pa pol na robu državljanske vojne. Francija je v razpadu. Ampak Macron je še vedno predsednik. Ja, je, ampak se to čisto vseeno, če je ali ni. Zdaj bo Renault se podaril, ne, mislim, to so... Leta 2013, ko so bili protesti, ne, sem parkrat šel pogledat tam, da sem videl, kakšen je utrip med protestniki. Letos imam tudi namen to pogledati, ampak še nisem uspel, ne. Da začutim, kakšen je utrip, ali je tam nek naboj ali ni, ampak iz druge strani, se pravi znotraj parlamenta, ne, pa protesti se slišijo čisto drugače. Ko enkrat ti veš, zakaj se sprejemajo določeni ukrepi, kaj je odzadaj, kaj so razlogi, potem tudi malenkost drugače gledaš na te proteste. Razumeš, da ljudje so nezadovoljni, nekateri imajo tam interese, nekateri so res soočeni s težkimi razmerami, ne, in pač so upravičeni do protestov, vendar jim pomagaš najbolje na ta način, da svoje delo, recimo kot poslanec, upravljaš korektno še naprej po svoji vesti. Ne. In na to protesti nimajo prav velikega vpliva. A veste, kako še nekaj moramo vedeti? 2013 je bilo to, pač je bila alternativa, se pravi, se je dal to vlado vršiti, tedanjo vlado vršiti z drugo vlado jo nadomestiti. In drugo, to je bilo usporedno, začelo se je v Mariboru, zavrelo je v Mariboru. V Mariboru je bilo 50 ljudi, če jih je bilo 50, v Kopru jih je bilo 5. Nikjer drugje zunaj Ljubljane tega ni, pa tudi število teh v Ljubljani je 4-krat manjše od števila, ki je bilo 2013. Ne? Zdaj je 5.000, krat jih je bilo 20.000. Maribor je dejansko za proteste precej pomembnejši kot Ljubljana, ne? V Mariboru se ne dogaja... Zakaj, Marko? Sam malo bošten, da slišim to razlago. Tam na nek način so ljudje tam precej, ko pridejo na ulico, so precej bolj s srcem pri stvari, ker v Ljubljani pa to izgleda bolj kot nek ulični performans, ne, kjer pač se nekako pridejo poveseliti, poplesati, malo pokričati, ne. Kot da je malo iz Metelkove zavidajo stan, kar ni, da smo si na jasnem popolnoma nič narobe. Ne, jaz nisem rekel, da je to narobe. Jaz se strinjam, ne kolesarjev, zaradi mene svoboda mora biti, protesti morajo biti, ampak vse v nekih mejah normale, zdaj nisem bil tega vprašan. Vprašan sem bil, kako bo to vplivalo na vlado in sem pač povedal, kar si mislim. Če bi, kajti 2013. je vrelo v Maribor, je bil Maribor center. Tu pa zdaj, pa tudi te agresije ni videti, ker ti že s kolesom, če si s kolesom sporočaš nekaj pomirjujočega, če pa stojiš, pa držiš kocko, je pa to druga zadeva. Ne smemo pa pozabiti, Boštjan, Marko, da prvi, ki se je pojavil s kolesom, je bil na dan odstopa Marjana Šarca, Milan Kučan. Doktor Boštjan Marko Turk, Marko Polišič, najlepša hvala za vanje današnje komentarje v naši oddaji. Drage gledalke, spoštovani gledalci, to je bil Drži se Janša 444. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, kakšen predsednik je Borut Pahor. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.